Veliko snega, veliko pritožb. 100 let Malenškove mame iz Žleb. Projekt Približajmo Polhograjce. Priprave na klimatske spremembe. Filmarjanje v Kudu Fofite. Naš človek v kafani. Dogajalo se je leta 2023. Dober večer in lepo pozdravljeni. Pa smo ga dočakali. Prvi sneg v letu 2024. Težko bi rekli, da nas je presenetil, saj je bil napovedan. Pa vendarle, padli so rekordi, v tako kratkem času že dolgo ni zapadlo toliko snega in ne pomnimo, da bi bilo na račun zimske službe izrečenih toliko pripomb na socialnih omrežjih, tudi žaljivk, ne le na izvajalca zimske službe, koncesionarje podjetje HNG s podizvajalci, kot tudi na račun občine. Celo pozivi po odstopu župana so bili vmes. Na to temo v naslednjem prispevku z Juretom Ogrisom v imenu koncesionarja in izvajalcev zimske službe in Primožem Bajžljem v imenu občine oziroma plačnice zimske službe. Kaj je šlo torej narobe predvsem v Polhograjcih, da so bile ceste nesplužene še krepko v petkovo popoldne, čeprav naj bi za ta del naše občine celo veljalo, da se mora s pluženjem začeti, ko je na cesti le 7 cm snega, pa ga je bilo v nekaterih primerih parkrat toliko. To so že posnetki dan potem. Največji problem recimo tega zadnjega sneženja je intenziteta. Bila je zelo visoka, v praktično 4-5 urah je padlo nekje tudi do pol metra snega v hribih. Da bi rekel, da kakšne ceste niso bile splužene v popoldanskih urah, nekatere res niso bile, večinoma lokalnih cest, prve prioritete so pa mislim, da bile vse splužene. Največje težave, s katerimi smo se srečevali, so pa se pravi podrto drevje, tega je bilo zelo veliko v Polhograjcih, potem povešene veje, kjer je nemogoče praktično se s plužno enoto prebiti po cesti, potem pa ozke ulice. Kaj bi rekli, vas je bilo zadosti na terenu? Na terenu jaz mislim, da nas je bilo dovolj. Upočasnjeno pluženje je predvsem razlog upočasnjenega pluženja je predvsem to, kar sem naštel, da veliko podrtega drevja, na določenih cestah smo mogli pomagati odstranjevati priklopnike, avtomobile, ki so obtičali na cesti. In kaj menijo predstavniki občine, torej plačnice te storitve? So to zadovoljivi razlogi in upravičljivi razlogi tudi za občino Medvode? Ja, razlogi vsekakor so opravičljivi do neke mere, moramo pa vedeti, da za razliko od lanskega leta je bilo letos intenzivno sneženje, ki je potekalo od večini po celi občini od 7. pa do 11. oziroma do 13. ure. In v teh 5 urah je recimo samo na Katarini padlo 50 cm snega. Vemo, da plužna skupina, plužna ekipa nekje potrebuje urco pa pol, da svojo ruto naredi. In v tistem času, ko naredi ruto, se sneg nabere in se naredi zaplaza in se zavozi in takrat se pojavijo težave. Izvajalci zimske službe pravijo, da jih je bilo dovolj ekip na terenu. Delite njihovo mnenje? Ekip na terenu vsekakor toliko, kot je bilo pogodbeno dogovorjeno, alarmirali so tudi dodatne ekipe, vendar ob tako intenzivnem sneženju je težko zadovoljiti in pravočasno opraviti vsa svoja dela. Če povzamemo, oboji se strinjajo, da je bila intenzivnost sneženja bistveno večja od pričakovane in tudi, da je v hribovitem delu treba v zakup vzeti tudi podrto drevje in vejevje in podobno kot v nižinskem delu občine zdrse in zastoje na klančinah. Medvoški klanc je stal ob 8:30, ko smo imeli ogled, potem je bila težava pri Goričanah pri podvozu, tem novem, ki je bil zelo asfaltiran, potem pri nadvozu, železniškem nadvozu je obtičal kamion, pri Dolnovi cesti proti osnovni šoli Medvode ravno tako zastoj. Zato se je prava učinkovitost oziroma neučinkovitost zimske službe, kot dodaja Bajželj, pokazala šele v popoldanskem času, ko je sneženje ponehalo. Zato apel tudi občanom. Da ne poskušajo v takih razmerah, če ni nujno, ostati doma, naj se ne udeležujejo v cestnem prometu, ker ves ta zastoj, ki je postal, je tudi del tega, da plužne skupine ne morejo, svoje rute narediti pravočasno in ob takem intenzivnem sneženju imamo potem težave na cestah in en kup problemov.
Na občane bi apeliral še v tej smeri, da naj si očistijo svoje dvorišča, vhode pred dvorišča, izhode z dvorišči in pač naj nekoliko potrpijo s tem, predvsem v ozkih ulicah z napluženim snegom, da se bo sneg odstranjeval kasneje, ker najprej je prva prioriteta pri izvajanju zimske službe je pluženje in čiščenje občinskih glavnih cest, potem druga prioriteta so stranske ceste, še takoj za glavnim cestam je pa pluženje in urejanje okolice šol, vrtcev, vseh javnih ustanov, zdravstveni dom, dvorana in vse te zadeve grejo po prioritetah. Šele kasneje pridejo na vrsto pa pločniki in ostale javne poti, s katerih je pa glede na količine snega bilo treba tudi nekaj odvažati, nekaj pa frezati. Pogoj za pričetek pluženja je sicer, da je na cesti 10 cm snega, po zakonu pa morajo biti splužene v 24 urah od začetka sneženja, pločniki pa v 48 urah, razen kadar je potrebno sneg odvažati. Kot še pojasnjujejo v podjetju HNG, ki še zdaleč ni novinec na naših cestah, imajo v sklopu koncesijske pogodbe 14 izvajalcev, ki zimsko službo izvajajo z 28 plužnimi enotami, torej z bistveno večjimi kapacitetami, kot jih je zahtevala občina v razpisnih pogojih. Razpolagajo pa še z 2 do 3 ročnimi skupinami, veliko snežno frezo, ročnimi frezami z več tovornjaki za odvoz snega, kombijem s posipevalcem, mini nakladačem. In HNG-jev izračun, če bi izvajali zimsko službo samo predpisano zimsko opremo, torej s 6 traktorji, bi zadnje ceste tokrat splužili čez približno 5 dni. Priznajo pa, da imajo pri iskanju izvajalcev zimske službe, ti so plačani od kilometra, ne od opravljenih ur, vendarle probleme. Ja, v zadnjih letih oziroma v 10-15 letih se cene pri izvajanju zimske službe praktično niso spremenile. Stroški so bistveno večji in opreme in posipnih materialov in to je en izmed razlogov, da se bistveno težje dobi izvajalce zimskih služb. Jaz, če se spomnim recimo na začetku moje kariere zimske službe pred 10-20 leti, recimo, so kmetje sami hodili do mene in me spraševali, če bi lahko izvajali zimsko službo. V današnjih časih ga praktično ne dobiš s povečevalnim steklom, če ga iščeš, ga ne dobiš. Ne. In kako komentira navedbe občine, da ta v okviru koncesije v času trajanja zimske službe od 15. novembra do 15. marca mesečno plačuje HNG-ju 6550 €, tudi za pripravljenost ekipe delavcev in potrebne strojne opreme za zimsko službo. Torej tudi, če ta nima dela, kot ga tako rekoč ni imela vse do petka. Zdaj jaz lahko za svoj del, ki ga pokrivam, recimo Pohograjce, desni breg Sore Save, lahko povem, da vložek v zimsko sezono z moje strani je prek 30 000 € za nakup soli, posipnih materialov, servisi pred zimsko sezono, tako da jaz s tem denarjem, ki ga dobim za pripravljenost, ne pokrijem teh stroškov začetnih. Tako da to niso taki denarji, da bi mi lahko na ta način kaj privarčevali oziroma vložili v kakšno novo opremo. Res je, da so se cene v zadnjem letu bistveno zvišale, kot je seveda tudi res, da je HNG 3-letno koncesijo leta 2021 pridobil zaradi ponujenih najnižjih cen. Res je, da so občinski svetniki takrat menili, da mora biti 700 000 € letno tako za vzdrževanje cest kot tudi zimsko službo dovolj, če ne še preveč. Res pa je tudi, da se je ta znesek že pred 12 leti znal povzpeti na milijon evrov. Ne le plačilo, tudi odnos nas občanov pa je menda eden od razlogov, da je izvajalce zimske službe vsaj med domačini težko najti. Iz občine Medvode so v HNG-ju na brezplačni številki 080 28 40 zabeležili 39 klicev. Največ jih je bilo z Golega Brda, Žleb in Studenčic, kjer zimsko službo izvajajo Zavašnikovi. Ja, opažamo trend, da v občini Medvode so ljudje postali zelo zahtevni. Za primerjavo recimo občina Domžale, kjer podjetje HNG izvaja tudi zimsko službo, na njihovi strani recimo ni bilo snega nič manj,
kot pri nas, pa so imeli recimo 11 klicev na njihovo številko. V občini Medvode je kategoriziranih okrog 211 km cest, od tega približno 155 km asfaltiranih in 56 km makadamskih. V HNG-ju pa menda razmišljajo celo, da bi občino seznanili, da določeni odseki niso primerni za izvajanje zimske službe. Ja, res razmišljamo v tej smeri, zato ker nekatere ulice so zelo ozke, ograje, žive meje postavljene praktično na mejo, prostora je toliko, da se praktično osebno vozilo težko pelje po tej ulici. Zdaj si pa zamislite, da pade 40 cm snega, pa da je treba ta sneg odriniti na eno stran. Zdaj ponavadi nas kar čakajo s kakšnim lopatam navzgor dvignenim, da na njihovo stran ne smemo plužiti, naj drugam, in to so take težave, s katerimi se srečujemo. Noben pa si tukaj ne želi, da povzročamo kakšno škodo materialno, ker to potem je naša odgovornost in mi nosimo stroške tega, sanacije in tega. In če bi koncesionar občini dejansko dal tak predlog? Tako kot lahko rečemo tudi v lanskem letu, kjer so strne naselja, so škarpe, so ulice, so ograje, to stoji. To se pač odstraniti ne da. V teh primerih morajo pač občani potrpeti, saj naplužen sneg nekje mora ostati. Sploh, če gremo za slepo ulico, ko pride vozilo do konca, mora sneg tam pustiti, čisto logično. V primerih, kjer so pa kakšne take ceste, kjer je precej vejevja, ki sega na ceste oziroma na samo vozno površino, se pa je potrebno v jesenskem času pogovarjati oziroma že potem od avgusta naprej z medobčinskim inšpektoratom in te ulice, bom rekel, kolikor se občani sami ne zbudijo in tega ne počistijo oziroma ne obrežejo, preko inšpektorata poskušati doseči z nekimi opozorili, da se to počisti, uredi. Izjavo z Ogrisom smo posneli v torek, ko je bilo končno kakšna ura več spanca za njim. Izvajajo se v bistvu finese, tam, kjer se recimo ni dal poplužiti, izvaja se odvoz snega z nakladanjem, potem razne postajališča, kjer so se mogoče kakšne ledene plošče na vozni površini prilepile, take zadeve. Izjavo z Bajžljem pa smo posneli danes dopoldne. Na celotnem območju občine lahko rečemo, da je stanje zadovoljivo, so pa določeni odseki ali pa določeni deli občine, kjer se še vedno sneg odvaža in odstranjuje in se še ta ledena ploska, bom rekel, odstranjuje ali pa dodatno soli in tudi ročno odvaža. In kakšne so lahko izkušnje tokratnega sneženja pri oblikovanju nove koncesijske pogodbe? HNG-ju namreč letos leta poteče. Seveda, tudi ta izkušnja zimska nam je dala neke nove aspekte, neke nove poglede. Vsekakor bomo za ta del zahtevali več mehanizacije, saj le tako lahko potem se tudi ta zimska služba izvede korektno, kot je potrebno. Ravno na dan tega močnega sneženja, ki je prinesel toliko negodovanja, je svoj 100. rojstni dan praznovala Frančiška Bizant, rojena Okršlar. Malenškova mama iz Žleb. Večer pred tem so ji sokrajani postavili mlaj, v nedeljo po sveti maši pa je številčno sorodstvo pripravilo še slovesno akademijo v športni dvorani Medvode. Kolikokrat je v teh dneh slišala, da dobro zgleda za svoje leta in kolikokrat je ponovila svoj recept za dolgo življenje, pa v naslednji reportaži. Naša ekipa se je dvakrat pridružila praznovanju Frančiške Bizant, Malenškove mame iz Žleb, postavljanju mlaja v četrtek 18. januarja na predvečer njenega 100. rojstnega dne, ko so se zbrali številni sosedje, sokrajani in prijatelji, in v nedeljo na slavnostni akademiji v športni dvorani Medvode, ko se je zbralo njeno številno sorodstvo. Mama ima 25 vnukov, 70 pravnukov in 6 pravnukov, pa še, če prištejemo sem še žene ali pa može, nas je že res veliko. Potem so bili pa povabljeni tudi njeni nečaki, zato ker je zadnja njihova teta, tako da nas je bilo povabljenih okrog 250, nas pa zdaj je tukaj 220, vseh skupaj, pa še nekaj bližnjih sosedov. Čestitati pa je prišel tudi medvoški župan Nejc Smole. Malenškova mama pa mu je čestitko vrnila, saj je prav ta dan praznoval svoj 38. rojstni dan. Na slovesni akademiji, na kateri smo praznovali življenjsko pot Malenškove mame, se je zvrstilo res veliko število nastopajočih.
peli, igrali in plesali so. Kdo je bil nastopajoči, bom vprašala. Se mi je zdelo, da ste kar nekam znani obrazi. Samo sorodniki, sprav mamini vnuki, mamini pravnuki, res vse je delo naših rok, naše zamisel, naše režije, to je vse v našem družinskem krogu bilo narejeno. Predvsej kulturnikov je med vami, ugotavljam, pojete, plešete, je ena taka družina v tej smeri šla? Ja, jaz mislim, da, kako ne rečem, človek je znal prej plesati, kakor pa govoriti, kaj peta, ne? Tako da ta del kulture je treba gojiti in vsaj, kar so mi dva z Andrejo, najin otroci so to veliko povzeli, pa tudi druh in takole rad nastopajo, to se pravi, to je zapisano v našo dušo. Ste že kaj utrujeni od tega? Ja, utrujena sem gotovo tudi. Ampak po stran sem pa tudi vesela, ko vidim, kako me ljudje imajo rad, vaščani pa to, nasplošno imajo rad. Velika takole, no dala ne, sem bila še na njiv, pa so meni hodili, z vsakmo smo se kaj majhen poklepetali. Ne čutim, da bi imela kakšno zamero, jo nimam. Vsakega spoštujem, vsakega imam rada. Frančiška Bizant, rojena Okršlaj, se je rodila kot 17. od 18 otrok na Mihovčevi kmetiji, ne tako daleč stran od njenega sedanjega doma. Moža Francija je spoznala pri rosnih 16 letih pri nedeljskem nauku. Prišla je vojna, težki trenutki in dogodki. Po vojni sta se poročila in skupaj preživela 46 let. V zakonu se jim je rodilo 7 otrok. 47. leta Viktor, 49. Marjeta, leto kasneje Helena, 52. leta Franci, ki je žal že pokojni, 53. leta Cirila, 55. Martina in kot zadnji leta 1963 še Mirko. Malenškova mama pravi, da je vse otroke od malih nog učila in naučila spoštovanja do staršev in starejših. Včasih, ko poslušam, nimajo otroci tistega spoštovanja do staršev, smo ga mi imeli, pa to ni dobro. In še, da je vse otroke treba od malega navajati na delo. Najin otroci so takoj mogli začeti, ne še kmetija, če ne drugega so v hlev, teličkem listja nanosili, to, da so se navajali delati. Dati jim pa isto, če naredijo tisto prostega časa, da se tudi razvedrijo, kol se jih pa ne sme toliko preterati, da moj otrok tudi dobi mržno do dela. Vsako nedeljo se vsi njeni otroci dobijo doma. Kolikokrat ste pa v teh dneh slišali, da za 100 let pa res dobro zgledate? To pa mislim tudi skoraj 100-krat. Kako vam zdravje služi dobro? Ja, kar moram reči za te leta, sicer se mi zdi, da boš vuhim, da skozi manj je moči, ampak še vse, tudi če kakšno malenkost naredim, imamo še pujse, imam zelo veselje, da jih pujse še nafutram. Kako poteka en tak vaš običajen dan? Kaj je tisto, kar najraje počnete čez dan, razen da nafutrate pujse, a ne? Ja, tudi pomagam za kakšen kosil, kakšno solato pripravim, pa kakšno drugače kuham, veliko ne več sama. Imam že kaj, pa kaj pospravljam še, pa malo berem tudi, pa molim tudi. Tako da kar sporodim dan. Pa seveda tudi televizijo pogledam, tole Medoško kar večkrat. Imate lepe, tudi take lepe vdaje, da ni tizga, kot bi rekla, če po domače, da bi bilo kakšne zbadana drugega. To nimam rada. Jaz zmeraj mislim, da so povsod dobri ljudje, pa slabi. In nobenega ne obsojam, nobenega, Bog ne daj, da bi koga želila. Pravi, da občasno še vedno spremlja tudi seje občinskega sveta in spominja se še tistih prvih, veliko bolj burnih sej.
pa smučarske skoke rade spremlja, navija za Prevce. Že sicer so med njenimi ljubšimi mladostnimi spomini na smučanje v domači vasi. To sem pa jaz imela en poseben veselje, tudi, ampak včasih smučati, ali pa danes, veste, kakšne smuče smo imeli. Doma so nam naredili, saj ni bilo kepa, da bi jih kupovali, kdo. Smučali, to pa tudi v šoli smo imeli že šola, tiste tekmovanja in sem v glavnem zmeraj bil pri prvih ali pa tako, pa sem dobila pa za nagrado svinčnik, zvezek, če so bile pa barvice, to je bilo pa kar vrednost. Življenjsko vodilo, ki vas je vodilo skozi življenje. Jaz skozi življenje je bilo pa velika težko, vojna je bila, to je bilo najhujše. Pred vojno kot mladina smo imeli lep življenje, preprost, zelo preprost. Vojna je pa dala težke, pa tudi po vojni bo še zelo hudo. Pa ne vem, jaz sem verna in sem zmeraj zaupala tudi v Božjo pomoč. Kolikokrat so vas v teh dneh vprašali, kakšen je recept za dolgo življenje? Ja, to pa ne vem kolikrat, se sploh ne spomnim. Ja, moj recept za dolgo življenje, da vam povem, dober z vsem. Rad pomagaj, če moraš vsakmu. Pa sebi tudi, da živiš zmirno. Pa še, da živi v prijaznem okolju, ki ga nudita sin Mirko in snaha Andreja, tudi sama starša 7 otrok, ki že skoraj 30 let vodita Malenškovo kmetijo, znano po izdelkih iz senenega mleka. Če bi tle najprej izpostavila to, da se midva z Mirkotom razumeva in da najin odnos vpliva potem tudi na okolico, na najine otroke, tudi sigurno na mamo. In ko mama to čuti, je tudi ona dobre volje oziroma se dobro počuti tudi pri nas doma. Ja, mislim, da je tista sredina, tista srednja pot, ta prava pot. Mamo občudujem predvsem v tem, ko zna najti sredino. Zna se dol usesti, znala je narediti stvari, ponarediti, pa znala se tudi dol usesti, pa poklepetati, pogovoriti se, s komarkoli je prišel v hiš in to se mi zdi, da je zlata vreden. Na tokratni akademiji so vsi otroci Malenškove mame obudili spomin na svoje sobivanje z njo in se ji zahvalili za vse. Ja, teh spominov je zares veliko. Če se tako v tem življenju, ker sem ga jaz z njo preživel nazaj ozrem, bi rekel, da so vsi lepi, težko enega izluščim kakor taka. Sigurno je to ene parkrat tista skrb, ko sem bil v kakšni nevarnosti. Takrat se še kako dobro začuti to, da nekam pripadam, da ima en skrb zame, kako to kot otroku pomeni res eno tako varnost, za to čišče. Jaz pa sem nekje doma ali pa tako. Ta dom, ki sta ga z očetom ustvarjala, to je lep spomin. Drugače pa, kot sem že prej rekel, mi dva z Andrejo najdalj časa živiva z očetom pa z mamo in tudi z mamo. Bili smo veliko skupaj tudi pri delu. Moram biti odkrit, ni bilo vse lepo, vse lahko, ampak imeli smo voljo, da bi te probleme reševali. In zato, ker mislim, da je bila tudi mama pripravljena iz svoje strani pogledati te probleme ali pa prst vase obrniti, ji je danes lepo. Ona doživlja svojo starost tako, kot je zapisano v človeško dušo, doma med svojimi in je mirna. Ona se ne boji umreti, ona je vesela. Pa tudi živeti se ne boji. Ne, sploh ne. Je zdaj rekla pred praznovanjem, kakšen mesec, ali bo pogreb, ali pa bomo imeli 100-letnico. Seveda čestitke tudi v imenu ekipe televizije Medvode. Veseli smo, da rada spremlja naš program. Še nekaj materijala nam je ostalo na zalogi. Malo bomo pobrskali po našem arhivu, tako da v kratkem vse skupaj zapakiramo v rojstnodnevni mini portret Malenškove mame. Tokrat pa nadaljujemo na vrtu in na polju. Društvo Sorško polje je v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi Sorškega polja z občinami Kranj, Medvode in Škofja Loka ter kooperativo Amarant v sredo 10. januarja, torej še pred snegom, pripravilo predavanje z naslovom
spremembe klime ali kako se lahko kmetje in vrtičkarji nanjo prilagajamo. Predavanje je izvedla Fanči Perdin, ekološka semenarka, ki že od leta 2007 prideluje ekološka semena in zelenjadnice in zelišč. Tokratno predavanje, ki se je odvilo v prostorih osnovne šole Medvode, je privabilo številne ekološke kmetovalce in predvsem vrtičkarje, ki jim je Fanči Perdih najprej pojasnila bistvo setvenega koledarja in povezavo med položaji planetov ter vremenom. Potem pa se je posvetila napotkom za uspešno vrtnarjenje v časih, ko se nam zdi, da je vreme resnično nepredvidljivo. Najbolj očitna klimatska sprememba je premik mokrega in hladnega dela v mesec maj in podaljšanje poletja v jesen, ki je temu primerno toplejša. Zato Fanči Perdih svetuje, da se preizkuša nove termine setve in sajenja, da bomo imeli oskrbo z lastnih vrtov 365 dni na leto. Druga stvar je pa, da se nekako izognemo tistim problemom, ker če vemo recimo, da je maj zelo moker in hladen, recimo neke buče, kumare raje vzgojimo v sadikah in tisto posadimo zato, da nam semena ne segnijejo v zemlji, Recimo s kapusnicami začnemo bistveno bolj zgodaj, jaz priporočam zdaj že kar začeti setvijo, ravno zaradi tega, da ujamemo ta hladni del prvega dela leta, ker če sadimo prepozno, potem recimo kapusnice, ki ne marajo toplote, se celo leto, celo poletje v bistvu trudijo na naših vrtovih, na koncu pa recimo zelje smo slišali, ne naredi glave zaradi tega, ker je pač bilo preveč vročih dni in premalo hladnega in vlažnega. Eden od nasvetov, ki jih je tokrat dala udeležencem predavanja, je bil tudi, naj se lotijo sejanja korenčka, ki bo zasetel na red jeseni v dveh obdobjih, sedaj in poleti. Setev korenčka, ki ga jaz tudi zdaj promoviram, da ne se ga seje od srede januarja do srede februarja, to je že tradicionalno bilo na naših poljih, da so naše babice sejale v žito okrog pusta korenček, ki je bil najlepši in najdebelejši, je pa res, da se ga je pobiralo šele jeseni. In je praktično pravzaprav enak kot tisti, ko ga sejejo tudi kasneje. Ja, v bistvu to dobimo podoben pridelek kot tisti v juniju, s tem, da v juniju je loterija, kakšno bo vreme ali bo zadeva sploh kalila, dočim zdaj pa dejansko se samo poseje in čaka, da razrase. Fanči Perdih seveda ni samo običajna vrtnarka, ampak svoje izkušnje nabira na prav poseben način, z lastnim preizkušanjem in testiranjem, tako obdobij, v katerih zelenjava najbolj obrodi, kot s katerimi dodatki je pridelek najbolj obilen in s katerimi ekološkimi pripravki se najlažje ubranimo škodljivcem. Moj vrt ni ogledni vrt, moj vrt je eksperimentalni vrt. Kar pomeni, da jaz sejem v različnih terminih, različne zadeve, ravno zaradi tega, da dobim izkušnje in da lahko potem na praktičnih primerih oziroma na lastnih izkušnjah predavam in svetujem recimo kdaj in kako naj se kakšno zadevo vzgoji. Ravno zaradi tega recimo, ko sem tako pač sadila skozi celo leto, sem prišla do spoznanja, da recimo tista cvetača, ki jo posejemo septembra, sadimo konec oktobra ali pa novembra, spomladi naredi najlepše rože. Na tokratnem predavanju smo med drugim izvedeli tudi, da naj v izogib gnitju spomladi sadimo šele po 15. maju, sedaj pa je čas za setev korenčka, pa tudi čebulčka, ki bo potem obrodil do junija, preden se pričnejo julijske plesni in bo tudi utekel škodljivcem. Enak nasvet je za čebulo, ki se jo sadi sedaj, ko še ne leti muha, ki vanjo izlega ličinke. Zaradi klimatskih sprememb se sedaj tudi kapusnice sadi zgodaj, medtem ko je s plodovkami potrebno počakati na primerne pogoje. Seveda celotna linija, ki jo ponuja kooperativa Amarant, edina slovenska ekološka semenarska hiša, temelji na domačih semenih. Mi delamo na ohranjanju slovenskih sort, avtohtonih in pa tistih, ki so prilagojene na naše razmere, tako da v bistvu pri Amarantu imamo trenutno registriranih 15 sort, v postopku jih je pa še 5. Ampak vendarle je danes prehrana, bom rekla, kaj drugačna, glede na vse razmere, kot je recimo bila nekoč?
Moram reči, da recimo tisti, ki iščejo ekološko hrano, posegajo čezdalje bolj po tistih rastlinah, ki so kvalitetne oziroma izstopajo tudi po okusu in po ostalih kvalitetah, ne samo po videzu, tako da zopet prehajamo nazaj na bolj odporne sorte in pa tiste, ki imajo več arome in so naše tradicionalne, ker konec koncev to je tudi naša kulturna dediščina. Vse več ljudi se zaveda pomena zdrave prehrane in seveda je najbolj zdrava hrana tista, ki jo pridelamo sami. Opažam, da čezdalje več ljudi si želi vsaj tiste osnovne zadeve pridelati, pa makar v nekem zabojčku, na nekem balkonu ali pa na nekem manjšem vrtičku. Vi pravite tudi, da hrana zdravi? Absolutno, predvsem recimo danes sem poudarila, da tiste rastline, ki zdaj živijo zunaj, to odpornost na mraz in na te neljube vremenske razmere prenašajo tudi na nas in če uživamo konstantno tako hrano, bomo tudi mi imeli večjo odpornost. Še nekaj zanimivosti z tokratnega predavanja. Obeta se nam hladen februar in razmeroma za to obdobje normalne razmere v marcu in aprilu. Toplejše vreme pa se pričakuje šele v drugi polovici meseca maja, ko bo Merkur stopil pred ovna. Ljubitelji redkvic boste najboljši pridelek dobili, če jih boste sejali konec avgusta, spomladanske so namreč precej puhle. Precej boljše pa so tudi, če se jih poseje skupaj s korenjem, kjer imata potem obe zelenjavi vzajemno korist, saj redkvica vzklije hitreje in korenčka ne zamenjamo s plevelom. Udeležencem predavanja je Fanči Perdih zaupala recept za domačo ekološko pršilo iz rabarbare proti škodljivcem, kako pobrati čebulni pridelek in seveda na kakšen način zaščititi zelenjavo, da dobi dovolj hranil in se jo zaščiti pred neugodnimi vremenskimi razmerami. Na svete Fanči Perdih že 17 let zasledite v oddaji Na vrtu na Radiu Ognjišče, pred kratkim pa je na Facebook strani Amarant pričela tudi z malo šolo vrtnarjenja, kjer svetuje in odgovarja tudi na individualna vprašanja. Društvo Sorško polje pa bo z izobraževanji nadaljevalo tudi v terminu okrog konca meseca februarja ali v začetku marca, ko vas bodo povabili na delavnico obrezovanja, ki bo potekala v sadovnjaku osnovne šole Medvode. V Domu krajanov v Sori je včeraj potekala tudi delavnica z naslovom Zimske rastline, kjer so obiskovalci lahko videli, okušali in vonjali naravne pridelke, ki jih je predavateljica Katja Rebolj pripravila v obliki okusnih vložnin, namazov in pekovskih izdelkov. Obiskovalci so z navdušenjem srkali novo znanje, katerega namen je približati Polhograjce v okviru projekta lokalne akcijske skupine za mesto in vas. Pa si poglejmo. Stara ljudska modrost, na kateri temelji naša zahodna tradicionalna medicina, pravi, da okoli nas rastejo rastline, ki jih najbolj potrebujemo za svoje zdravje. Kako dobro jih poznamo, so se spraševali obiskovalci delavnice Rastline po zimi, ki jo je v Domu krajanov v Sori vodila poznavalka rastlin Katja Rebolj. Jaz mislim res, da nam gre kar uspešno, ampak moram reči, da ne samo meni, ampak celotni, bi rekla, nabiralniški skupnosti, ker nas je več nabiralcev in se trudimo za to, da bi in varovali naravo in hkrati približali to divjo naravo ali pa tudi, zdravilne plevele ali pa naprimer okrasne jedilne rastline ljudem, da bi šli mogoče malenkost, da bi šli enkrat manj v trgovino in zavili namesto tega na travnik. Kako pa se sploh lotiti kot čisti nevednež, kako pristopiti k temu nabiralništvu? Da je varno in da... Tako, ne? Res je treba za varnost zelo dobro poskrbeti, zato je na voljo kvalitetna literatura pri nas, knjige, predvsem knjige, medtem ko internetna literatura je včasih zavajajoča z napačnimi informacijami, tako da tam smo previdni in pa seveda se na terenu dobiti z nekom, ki se na to spozna, strokovnjakom, z nabiralcem, z liščarjem, zato da nekdo vidi res rastlino v živo in jo tudi okusi, povonja in tako jo bo si tudi bolj zapomnil in jo spoznal tudi naslednjič. Na delavnici so obiskovalci v živo spoznali nekaj rastlin, ki jih lahko naberejo po zimi. Spoznali so tudi način priprave in uporabe v kuhinji,
Pogovarjali pa so se tudi o tradiciji uporabe divjih rastlin v kulinariki in možnosti uporabe v modernih jedeh. Ja, takoj, ko bo sneg skopnel, bojo potem naprimer trpotec ali pa potem kmalu pričakujemo čemažane, pa potem hmelj, mogoče pa regačico in tako naprej. Ali pa naprimer bi omenila razne križnice. Križnice so take rastline, ki imajo zelo rade zimo in jaz rečem, da so nam namenjene prav zato, da jih po zimi še več uživamo, da jih še več nabiramo. In ja, so vezane kakšne prav na zgodno spomlad, na ta še pozno zimski čas in ravno s tem namenom so tudi namreč zelo zdravilne. Dogodek je bil izveden v okviru projekta Približajmo Polhograjce, ki se izvaja v okviru Las za mesto in vas, ter je sofinanciran strani Evropskega kmetijskega sklada za regionalni razvoj. V sklopu projekta je predvidena izvedba avtobusne linije, ki bo vozila od Medvod, torej od javnega zavoda Sotočje, do Topola. V sklopu projekta pa je predvidena tudi izvedba 3 delavnic in potem posledično tudi produkta sladice, ki jo bi ponujali gostinci na območju Polhograjskih Dolomitov. V letošnjem letu prihaja še kar nekaj dejavnosti v okviru projekta, zato vas vabijo, da spremljate spletne strani občine in glasila, da jih ne zamudite. Nadaljujemo pa z običajno januarsko temo pregledom dogajanja v minulem letu. V prejšnjih 2 oddajah smo to naredili za dobro polovico leta 2023. Pregled smo namreč zaključili z avgustovskimi katastrofalnimi poplavami, danes pa nadaljujemo solidarnostjo in prvimi sanacijami po poplavah. Žal smo morali poročati tudi o velikem požaru pri Misovih v Zavrhu. Sledilo bo tudi nekaj prijetnih dogodkov, pregled pa zaključujemo tokrat sredi meseca oktobra, ko smo pred knjižnico zasadili rožno drevo. Po pregledu pa nadaljujemo še s filmarjenjem v Kud Fofite in z našim človekom v kafani. Čez 4 ure smo nazaj z aktualnimi novicami. Tokrat so se torej reševala tudi življenja. Mislim, da zdaj še nismo v taki veliki meri reševali ljudi oziroma evakuirali ljudi iz hiš in pa tudi v taki deroči vodi noter. Sicer tečaje smo delali na deroči vodi in to smo majhen vajeni teh, ampak vseeno te pa lahko še kaj preseneti. Po poplavah so prve intervencije potekale po različnih koncih občine. Že v prvih 24 urah se je klicu na pomoč odzvalo več kot 500 prostovoljcev. Občino je obiskal tudi predsednik vlade Robert Golob, ministri in ostali predstavniki državnih inštitucij. Danes so Medvode, to samo 2 dni po tem, kar se je dogajalo, na nek način neverjetno očiščene. Kar pomeni tudi ta solidarnost ljudi, vseh, ki so stopili skupaj, zato da so se odzvali, se mi pa zdi tudi nekaj, kar je zelo pozitivnega. 14. avgusta 2023 je po celi državi potekal dan solidarnosti, da prostovoljci priskočijo na pomoč pri odpravljanju posledic poplav in plazenja. Kljub temu, da je sanacija potekala že ves teden prej, dela tudi pri nas ni zmanjkalo. S kamero smo prostovoljce obiskali v 3 krajevnih skupnostih. Definitivno nismo pričakovali takega odziva. Računali smo v dobrem 40 ljudi, prišlo jih je pa, mislim, nisem imela niti časa šteti, ampak mislim, da preko 70-80. Župan Nejc Smolej v drugi polovici avgusta občane povabil tudi na sredine delovne akcije čiščenja obrežja reke Sore, vse od Sotočja do Rakovnika. Ja, v vsem tem času sem se pač osebno angažirala in sem kar že pri nekaj čiščenih hiš pomagala. Tako da danes sem se v pozivu pač župana temu odzvala, zato ker pri nas nismo imeli nobene škode in se mi zdi prav, da glede na to, da si želimo vsi lep kraj čim prej pomagati, da se pač počisti pač vse tisto, kar je voda naplavila. 1. avgusta 2023, tik pred katastrofalnimi poplavami, je župan Nejc Smolej za podžupana občine Medvode imenoval Leona Marjasca, člana Slovenske demokratske stranke, ki to funkcijo, tako kot podžupanja Mojca Murnik, opravlja nepoklicno. Njegovo prvo izjavo v tej funkciji smo posneli prav na dan solidarnosti. Torej, lahko rečemo, prvi dnevi na delovnem mestu so potekali na terenu, več ali manj? Tako je, od prvega dne ob 3 po noč sem dobil poziv in do danes.
na terenu. Župan ga je sicer zadolžil za področje gospodarstva, kmetijstva in posamezne lokalne skupnosti. Člani občinskega sveta so se v avgustu 2023 izjemoma sestali kar dvakrat, prvič že 7. izredni seji, da se seznanijo s katastrofalnimi posledicami vodne ujme in dejstvom, da bodo morali nekateri projekti zato počakati na boljše čase. Pozivam Medvoščane občane, da probajo razumeti, ko bomo se to odločili, je, da vsi pozabimo na svoje spomenike. Ker je bila sejna soba v poplavah uničena, so se zbrali v športni dvorani Medvode. Na prvi dopisni seji, ki je sledila, pa so občinski svetniki potrdili, da za prve ukrepe ob poplavah aktivirajo 180 000 evrov proračunske rezerve. Avgusta leta 2023 smo vendarle lahko poročali tudi o dogodku, ki k nam privabi največ ljudi od vsepovsod. Od 11. do 13. avgusta je ob Zbiljskem jezeru ob zvokih country glasbe, topotu čevljev, strastnih plesalcev kavbojskih plesov in ob ameriških starodobnikih namreč ponovno dišalo po počasi pečenih mesnih dobrotah. Vse to na Wild West Fest on Fire 2023. Danes, ko se sprehajam po prostoru, dejansko ne morem verjeti, kaj nam je uspelo. In sem kar malo čustven, tako bom rekel. Na prvi šolski dan leta 2023 je 188 prvošolcev, 50 v Preski, 43 v Medvodah, 37 v Smledniku, 36 v Pirničah, 17 v Sori in 5 na Topolu obiskal tudi župan Nejc Smole in nagovoril otroke, njihove starše in učitelje. Otrokom je dal navodilo, naj bodo prijatelji, starši pa delil naslednjo modrost. Vedno znova in znova povem eno stvar, pa ni to neumna tukaj poslušati. Moja stara mama je rekla, da se zaradi otrok pa kurne kot kregat. Skupaj s škofjeloškim županom je obiskal tudi osnovno šolo s prilagojenim programom Jela Janežiča v Škofji Loki. Zaradi nerazumljivega stečaja glavnega izvajalca je prišlo do zamude pri gradnji nujno potrebnega prizidka. Zato so učenci, 26 tudi iz naše občine, šolsko leto ponovno začeli na različnih lokacijah. Prav veliko stečajev v zadnjem času gradbenih firm nisem slišal, da so se zgodili. Če pogledamo sam cene, nam je verjetno jasno, zakaj temu tako. 9. junija se je s koncertom Godbe Medvode in pevci Otom Pestnerjem, Nino Strnad in Zalo Smolnikar, na katerem se je obudilo zlato obdobje slovenske popevke, začelo poletje med vodami 2023. 2. septembra pa se je zaključilo s koncertom skupine Hamo and Tribute to Love. Koncert je bil dobrodelen, denar od prodanih vstopnic pa je šel v integralni državni proračun za prizadete v poplavah. Tako so se odločili, ker boljši smo na kitarah, kot na lopatah. 4. septembra 2023, natanko mesec dni po katastrofalnih poplavah, so se oglasile gasilske sirene. Zagorelo je ostrešje hleva kmetije Mis, kjer so pred 14 leti med prvimi postavili veliko sončno elektrarno. Sončno elektrarno se lahko gasi z vodo, potrebni pa so zadostni odmiki od same sončne elektrarne in pa čim bolj razpršen curek vode. Največji izziv pa je bil pridobiti zadostno količino vode za gašenje. V intervenciji je sicer sodelovalo 215 posredovalcev s kar 52 vozili. Vseh 130 glav živine so pravočasno rešili, prav tako tudi večino kmetijske mehanizacije. Vprašanje pa, kako naprej. Glejte, težko reči, karkoli. Če ti zgori tvoje življenjsko 50-letno delo, ni enostavno. Ob 20-letnici invalidskega društva Kenguruček Slovenije je bila v Medvoški knjižnici na ogled razstava z naslovom Le vprašaj, pa ti povem. Društvo s sedežem v Medvodah so ustanovili starši otrok s prirojenimi in pridobljenimi okvarami prebavnega trakta z področja celotne Slovenije. Razstava nas je preko zgodb malih kengurujčkov seznanila z eno od oblik črevesnega obolenja. Ker tega je načeloma kar veliko, sam še vedno je črevesje nekako tabu za vse ostale. Ena od zgodb je tudi zgodba njenega sina Jana.
Začelo se je konec avgusta 2023, ko je bil za mesec dni za motorna vozila zaprt enosmerni odsek ceste ob Sori in nameščena fotografska razstava z naslovom Kolesarka. Osrednje dogajanje, odmevno in dogodkov polno pa je bilo ponovno v Evropskem tednu mobilnosti med 16. in 22. septembrom, ko telovadimo, hodimo, kolesarimo, se izobražujemo. Nismo le trajnostno mobilni, ampak smo nasploh trajnostni, od zdravja, rekreacije do same ekologije. Od leta 2011 imajo Medvode, po zaslugi športnega društva EFI in številnih prostovoljcev, svoj tek, septembrski Medvoški tek. Leta 2024 je praznoval sicer šele 10. izvedbo, saj ga je korona dvakrat preprečila. Tek na 5, 10 in 20 kilometrski razdalji je ponovno odlično uspel. Kljub vremenu se ga je udeležilo kar 300 tekmovalcev, od najmlajših do najstarejših. Če vprašate tekače, pravijo, da je super vreme danes. Tako da, ja, nič drugače pa promocija, taka in drugačna. Na 5-kilometrski razdalji je med drugim slavil Lucijan Čarman iz Sore. Cilj trajnostne mobilnosti je med drugim tudi boljši zrak. Kar nekaj zaskrbljenih Medvoščanov je prek poletja 2023 na socialnih omrežjih nizala zapise o motečem vonju v zraku in oblikovalo peticijo za izboljšanje kakovosti zraka. Med drugim so s prstom kazali tudi na Helios. V slednjem so obtožbe zanikali in po nekaj letih ponovno pripravili dan odprtih vrat, predvsem z namenom, da občanom predstavijo proizvodnjo in svoje prizadevanja, da bi bila ta prijazna tako do zaposlenih, okoli 250 jih je, kot tudi do okolja. Na tej lokaciji približno kar 2 milijona letno gre v izboljšave, ki so posredno povezane tudi v izboljšanje ekoloških parametrov. Med obiskovalci je bil tudi Marko Kristan, 40 let zaposlen v tem podjetju, 15 let upokojen. Napredek v tehnologiji je pričakoval, tolikšno skrb za okolje pa ne. Včasih je bilo najbolj, da bi šel v Škornah, skozi danes bi se upal je tudi v Copatah. Eno od pozno poletnih sobot je v mestu ponovno zadišalo po pravih kranjskih klobasah vseh 13 certificiranih slovenskih proizvajalcev. Festival kranjske klobase, ki je potekal v okviru evropskega projekta Zaščiteni okusi Evrope, tokrat sicer ni bil tekmovalnega značaja, obiskovalci pa so lahko poizkusili vse klobase. Jaz moram reči, da imam najraje kranjsko klobaso, vročo, se pravi sveže kuhano s hrenom ali pa gorčico, pa eno svežo kajzerco zraven. Skoraj četrt stoletja so čakali nanj. Leta 1999 so kupili zemljišče, sledila so leta projektiranja in racionalizacije. Leta 2021 so pridobili gradbeno dovoljenje in položili temeljni kamen zanj. Leta 2022 podpisali pogodbo z izvajalcem in se sredi julija 2023 dokončno preselili v nov gasilski dom. Tretji v 120-letni zgodovini prostovoljnega gasilskega društva Zgornje Pirniče. Do slovesnega odprtja 1. oktobra so že 3krat po več dni priskočili soobčanom na pomoč. Ker če bi me takrat eden rekel, da bo dom v dobrih 2 letih tak, kot je danes zgrajen in predan svojemu namenu, ne bi noben moril. Črta pod finančno konstrukcijo doma, vrednega 1 380 000 evrov, ta dan še ni bila potegnjena. V mesec oktober smo vstopili z vedenjem, da je po avgustovskih poplavah na območju občine Medvode zabeleženo za dobrih 28 milijonov evrov škode. Za dobre 4 milijone evrov škode na objektih so prijavili občani in pravne osebe, občina Medvode za dobrih 10 milijonov evrov škode na javni infrastrukturi v njeni lasti in upravljanju. Skoraj $2 milijon bo potreben za sanacijo plazov, kar 12 milijonov evrov pa naj bi znašala po oceni države škoda na vodotokih. Prav slednje, da bi občina prevzela sanacijo in urejanje vsaj manjših vodotokov, država ni hotela slišati. Od vse silne mehanizacije, ki menda ropota po državi, imamo mi samo en bagerček, ne mi, ampak država samo en bagerček v Lučnici. Sore in Save se še dotakne ni nobeden po 2 mesecih.
6. oktobra leta 1973 je bilo iz dotedanjega pododbora pri turistično-olepševalnem društvu Smlednik ustanovljeno samostojno turistično društvo Dragočajna Moše. Šlo je predvsem za odziv na potrebe kampa, ki se je takrat imenoval še Zarica. V petek 6. oktobra, natanko 50 let kasneje, so jubilej zaznamovali s slovesnostjo v kulturnem domu Smlednik, 2 dni kasneje pa še s tradicionalno prireditvijo Slovenski dan v Dragočajni. Društvo danes šteje že več kot 150 članov, ponosni pa so na turistični podmladek. Recept zanj? Poudarek tudi na otroških zadevah, da pridobimo še več podmladka, z njimi starše. Prva vožnja s prostoferjem je bila opravljena 2. novembra 2020. Gre za projekt, v katerem prostovoljni vozniki po nujnih opravilih brezplačno odpeljajo tiste starejše občane ali invalide, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo ali ne morejo uporabljati javnih ali plačljivih prevozov. Same dobre izkušnje, ljudje so zadovoljni, hvaležni, tako da je v redu. Slabe 3 leta kasneje je ekipa prostovoljnih voznikov preverila, kako deluje nov avtomobil, ki ga je javni zavod Sotočje oziroma občina prejela v poslovni najem. Isto je električen, kot je bil un, je malo večji, verjetno tudi malo bolj udoben, predvsem pa prtljažnik toliko velik, da bomo lahko tudi kakšne hojce not spravili. Oktobra 2023 smo poročali še o eni pridobitvi za lepšo jesen življenja. Vzpostavitev nove infotočke 65+ v Zlatem kotičku v blagovnem centru Mercator. Vsak četrtek med 10. in 13. uro so na voljo izmenično Mojca Novinec Babič, Zvonka Hočevar, Nada Prešeren in Danica Tršan. To naj bi bil en prijazen prostor, kamor lahko pridejo starejši, ne bom rekla nad 65 let, ampak vsi starejši, njihovi svojci, ki imajo kakršnekoli probleme. Zdaj lahko pridejo, da jim izpolnimo kakšen obrazec, lahko jih usmerimo, če imajo probleme na prava vrata. Od sredine rožnatega meseca, mednarodnega meseca o ozaveščanju o raku dojk, pred Medvoško knjižnico raste rožnato drevo, navadni glog, darilo Združenja Evropa Dona Slovenija. Zakaj glog? V ljudski medicini velja za eno najmočnejših zdravil. Nekateri bodo vedeli, da se nabira tako glogovo cvetje, kot potem kasneje glogove jagode. Tokrat je združenje zastopala skorajda naša občanka Mojca Buh z Osredka z lastno izkušnjo. Ne bom rekla, da rada govorim, ampak predvsem pa, če lahko svojo zgodbo, svojo izkušnjo pomagam vsaj eni ženski, je tudi dosežen moj namen. Naj vsem tistim, ki morda v pregledu pogrešate poročanje o kakšnem tradicionalnem dogodku, obrazložimo način izbora. Tradicionalne prireditve v pregled vključujemo le, če so ti lansko leto zabeležili okrogli jubilej. V prihodnji oddaji, ta pa bo že 1. februarja, bomo s pregledom zaključili. Nadaljujemo pa s filmarjenjem. 7 filmskih navdušencev različnih generacij je v preteklem letu v okviru filmske delavnice, ki jo je organiziral Kud Fofite, proučevalo film v teoriji in praksi. Pod budnim očesom mentorjev Darka Sinka in Dejana Ulage so dodobra spoznali svet 7. umetnosti. Svoje izdelke so gledalcem predstavili v Kut Medvode in navdušili s končnimi izdelki. Naslov filmske projekcije je bil Filmam torej sem. Pod tem naslovom se je predstavilo 7 filmskih navdušencev različnih generacij. 6 mesecev preteklega leta so pod vodstvom mentorjev Darka Sinka in Dejana Ulage v okviru filmske delavnice proučevali film v teoriji in praksi. Nisem zdaj tak poseben uživač, pa te filme sem videl že prej, ampak se mi zdi, da smo ful dobro letos delali, ker je bila taka super proaktivna skupina. Zelo so, skozi so sami brcali v vse smeri, pa bili zelo taki, povzamejo pobudo in je bilo zelo prijetno pa lahko delati z njimi. Res ste tako lepo rekli, da so bili z vami že izoblikovane osebe. Je zato kdaj lažje delati, težje, jih je težje voditi, ker imajo že bolj jasne ideje? Ne, meni je bilo super, meni je bilo v bistvu lažje delati kot s kakimi mlajšimi ali pa z otroci. Ne vem, prvič sem imel izkušnje tako, da so bili, starejši, vsi že odrasli. Meni je bilo v bistvu to najboljše do zdaj. Tako da, ne vem,
kam še lahko napredujemo. Ne. Zelo težko je v bistvu v to kratkem času zdaj nekako zaobjeti vse skupaj, ampak smo z Darkom tudi zbrali ta način nekako, sploh jaz sem kasneje pristopil k projektu kot mentor za snemanje in kamero, tako da smo sproti veliko spoznavali ljudi, ker se mi zdi, da najboljše, kako lahko kamero spoznaš, je, da pač vadiš oziroma snemaš, slikaš. Simon Repnik, Lara Omahen, Ada Trkulja, Barbara Jakopič-Kraljevič, Tomaž Levstek, Jana Furman in Karin Elena Sančez so svojimi izdelki navdušili občinstvo. 5 kratkih filmov je strnilo njihovo osvojeno znanje. Čutki so krasni, spomini pa tudi, zato ker jaz lahko samo eno stvar rečem, jaz imam veliko izkušenj s takšnimi in drugačnimi skupinami, ali kot voditeljica, kot izobraževalka, kot projektni vodja, ali pa kot da se sama učim. Ampak taka skupina, ki smo bili pa mi tukaj, je pa res tisto, kar rečeš presežek. Ko nihče ne štrli ven, ko se nihče ne hoče nekoga dvigati, ko vsak prispeva najboljš, kar je, vse svoje potenciale in ko se to združi še z dobro voljo, sproščenostjo pa skupnim ciljem, potem nastanejo take male mojstrovine, kot ste jih danes videli. Tako da res je bilo trdo delo, veliko dela, ampak ogromno smo se naučili, pa lepo smo se imeli. To pomeni, da se da, tudi če smo zelo različni, pa zelo različne generacije. Tako da zame je bila to res ena lepa izkušnja in sem izjemno hvaležna za njo. In tudi zato, da sem se pogumila, kljub temu, da sem videla tam, da je namenjeno 15+, pa sem se bala, da bom med samimi najstniki, čeprav mislim, da bi se tudi z njimi čist fajn imela. No. Jaz se samo čudim, kako so ti ljudje nadarjeni, kako so zagreti, polni entuzijazma in res moram reči, da vedno sem se tudi od njih ogromno naučila. Res. In, ja. Tudi vi ste bili v novi vlogi. Kakšna je bila ta vloga? Ne, imate bogato kariero, ampak to je pa bila nova vloga. Ja, res je. Jaz sem sicer že prej sama za sebe pisala ene scenarije. Na žalost jih nisem potem mogla pač izpolniti, narediti. Tako da to je pa prvi scenariček, ki je bil pa tudi izveden, ne? In sem bila tudi režiserka. In moram reči, ja, krasen občutek. Fino je iz drugega kota pogledati, ne? To, kar drugače delaš iz tretjega kota kot igralec. Učili so se pisanja sinopsisa, spisali nekaj scenarijev, se preizkusili v vlogi režiserjev in igralcev. Ob tem so stopili še za kamero ter poskrbeli za ton, glasbo in masko. Kljub večdnevnim, celodnevnim snemanjem so ohranili pristno navdušenje, medsebojno spoštovanje in zagnanost ter postali pravi prijatelji. Spletla so se prijateljstva, ampak ugotovila sem, da v bistvu ne vem kakšnih biografskih podatkov o svojih sošolcih, ampak vem pa, kako dihajo, kako čutijo, kaj lahko od koga pričakujem, da se lahko na njih zanesem in mislim, da je to tista prava stvar. Zato me je prav spomnila, kaj je tudi Jana rekla, ja, a je zdaj identiteta to, kaj sem jaz po poklicu. Ne, v bistvu kakšen človek si, no, in res jaz sem hvaležna, ja, prijateljstva in mislim, da bomo še kaj naredili skupaj, no. Druščina se že veseli novih delavnic in upajo, da se prihodnje leto spet lahko predstavijo s svežimi idejami, ki jim jih nikoli ne zmanjka. Naš človek v kafani pa je naslov najnovejše knjige pisatelja Jureta Godlerja, ki jo je včeraj predstavil obiskovalcem literarnega večera v knjižnici Medvode. V sproščenem pogovoru so lahko obiskovalci novo knjigo in pisatelja, večina ga najbrž pozna kot televizijskega voditelja, pobližje spoznali in mu zastavili tudi kakšno vprašanje. Znani slovenski pisatelj, televizijski voditelj in komik Jure Godler je oktobra lani izdal že svojo 6. knjigo oziroma 4. roman v kriminalno-vohunski seriji z glavnima junakoma, Spencerjem in Novakom. In čeprav najnovejše delo nosi naslov Naš človek v kafani, je predstavitev knjige potekala v knjižnici Medvode. Ja, danes imamo prav poseben dogodek, literarni večer oziroma predstavitev knjige televizijskega voditelja, komika Jureta Godlerja. Govorili bomo o njegovem pisateljevanju in pa predstavili nekako na kratko njegov zadnji roman Naš človek v kafani. Jure Godler je bralcem glavna junaka Spencerja in Novaka prvič predstavil v romanu Casino Banal, ki je pri založbi Primus izšel leta 2020. Zgodba se nadaljuje v delih Vohun, ki me je okužil in Dr. Nobody, najnovejši del pa je izšel konec lanskega leta. Vsebine pisatelj ne razkriva, obljublja pa, da je najvznemirljivejša do zdaj. Se pravi, obnovo romana. To ne rad, tako rekoč spojlam, ker to je naredil monumentalno, ne bi rad te napake ponovil, bivši predsednik republike, ki je šel gledati James Bonda in je tweetnil minuto po ogledu filma.
da kako je razočaran, da Bond umre. Ne bi rad tiste napake naredil, tako da jaz bi rekel, da 4. roman Spencerja in Novaka je najbolj vznemirljiv v celotni seriji, ker je največ na kocki, največ radioaktivnih snovi je v romanu in največ živcev mi je pobral, tlele so sivi lasje. Jaz mislim, da se bo na HD aparatih to videl, kdor pa gleda prek CRT televizije, tistem sem pa verjetno car. Dogodki, kakršen je bil včerajšnji, pisatelju veliko pomenijo, v Medvode pa se je z veseljem vrnil, saj ima na naše kraje lepe spomine. Prav tukaj se je namreč leta 2004 začelo njegovo sodelovanje s pokojnim Sašem Hribarjem v predstavi Radio Gaga. Dejansko mi pomeni veliko, ker kot pisatelj dobim stik z bralci. Se lahko pogovorimo po koncu, če me cenijo, če ne mi plunejo v obraz in grejo. Pa tudi to cenim, ker je spet en odziv, ki ga doma recimo ne bi doživel. To je v teh medijih, katerih jaz delam, se pravi televizija, pa pisanje romanov, da ne dobiš direktnega odziva, ampak odzivi vedno pridejo kasneje v valovih in tako naprej in tako dalje. Tu je pa iz prve roke odziv bralcev. Če me pridejo seveda gledati oziroma poslušati zaradi knjig in ne zaradi tega, ker so me videli na televiziji, teh je pa tudi kar nekaj. Se včasih zgodi, da kdo reče, da ni vedel, da pišem, ne? In so začudeni, kaj zdaj, a je to nek gag, a je to nek štos, bo zdaj on neki kao, da piše, ampak je res. Roman Naš človek v kafani je na voljo na spletni strani primus.si in v vseh večjih knjigarnah v Sloveniji. Bralci si ga lahko izposodijo tudi v Medvoški knjižnici, kjer v prihodnje pripravljajo še kar nekaj zanimivih literarnih večerov in tudi drugih dogodkov. Med gosti bodo tudi Urška Klakočar Zupančič, Branko Cestnik in Miha Šalehar. Vse informacije pa najdete na spletni strani knjižnice pod zavihkom Dogodki. Pika Bikar Keren je prva atletinja z izpolnjeno normo za svetovno prvenstvo do 20 let. Pretekli konec tedna je v atletski dvorani v Novem mestu, ki je gostila državno prvenstvo za mlajše člane in članice ter mlajše mladince in mladinke, s časom 24:34 zmagala v teku na 200 metrov in postavila normo za nastop na svetovnem prvenstvu do 20 let, ki bo konec avgusta potekalo v Peruju. Hči naše nekdaj odlične šprinterke Alenke Bikar je tudi prva slovenska atletinja z normo za to tekmovanje. V italijanski Anterselvi se je zaključila druga tretjina letošnje sezone svetovnega pokala v biatlonu. Ana Marija Lampič je najprej nastopila na 12,5-kilometrski preizkušnji, kjer vsak zgrešen strel pomeni 45 sekund pribitka. Izpolnila je cilj 70% natančnosti, na 4 streljanjih je zgrešila 6-krat, kar je bilo ob vnovič najhitrejšem času teka dovolj za 34. mesto. Na nedeljskem nastopu med elito na svoji drugi tekmi s skupinskim startom je morala v skupno 6 kazenskih krogov, a ob ponovno najhitrejšem teku zasedla 14. mesto. V skupnem seštevku se še naprej vzpenja po lestvici, trenutno z 249 točkami zaseda 17. mesto. 7. februarja biatlonci s tekmami nadaljujejo v češkem Novem mestu, kjer jih čaka svetovno prvenstvo. Na 34. tekmovanju Mladina in gore, najbolj uveljavljeni planinski preizkušnji za mlade iz znanj, veščin in izkušenj z vseh področji in oblik planinskega delovanja, ki že več kot 30 letja osnovnošolce pripravlja na varnejši in samostojen obisk gora, so 20. januarja v Šenčurju postale državne prvakinje planinske brihte iz Planinskega društva Medvode. Manja Goslar, Karin Jakša Jovanovski, Sara Mis in Viktorija Ana Šušteršič so osvojile naslov državnih prvakinj v konkurenci 18 ekip. Medvoške sedmošolke, ki obiskujejo planinski krožek, izlete in planinske tabore Planinskega društva Medvode in veliko hodijo v gore tudi starši, so se na tekmovanje pripravljale z mentoricama Mojco Resnik in Katjo Porčnik-Gortnar. Medvoški policisti so v preteklem tednu obravnavali 2 prometni nesreči. Prvo je zakrivil voznik, ki je izsilil prednost v krožišču, drugo pa povzročiteljica, ki je vozila po nasprotnem smernem vozišču in po trku pobegnila. Policisti so si ogledali kraj nesreče in v nadaljevanju postopka izsledili povzročiteljico nesreče, ki je bila pod vplivom alkohola, zato so ji odredili strokovni pregled. Povzročiteljica je vozila tudi brez veljavnega vozniškega dovoljenja.
Na policijsko postajo v Medvodah pa sta prišli oškodovanki, ki so jima na makadamskem parkirišču pri osnovni šoli Preska vlomili v vozili. Storilec je iz enega vozila odtujil žensko denarnico z dokumenti, ki je bila naslednji dan najdena ob cesti, v njej so ostali dokumenti, bančna kartica in gotovina pa so bili odtujeni. Uporabnike spletnih nakupov policija poziva, da si ogledate spletno stran varninainternetu.si. Prav tako še vedno opozarjajo na povečano nevarnost vlomov, zato bodite pazljivi in pozorni na dogajanje v vaši okolici. Več informacij o delu medvoških policistov najdete na Facebook strani Policijske uprave Ljubljana. Gledali ste četrtkovo informativno oddajo, prijeten večer vam želim še naprej in seveda nasvidenje do prihodnjič. Lep pozdrav!